Veliko čast mi je, da v današnjem digitalnem studiu lahko gostim tako eminentno gostjo, v bistvu družbeno in pravno avtoriteto, doktorico Natašo Pirc Musar. Gospa Nataša, pozdravljena in dobrodošla. Hvala lepa, dober večer. Verjetno posebne predstavitve moja gostja niti ne potrebuje, pa vendar. Gospa Nataša Pirc Musar je doktorica pravnih znanosti, svoj doktorat je opravila na priznani Dunajski pravni fakulteti. Je nekdanja izjemno uspešna novinarka, tudi z mednarodnimi izkušnjami, nekdanja informacijska pooblaščenka, ki je v času svojega mandata tudi predsedovala skupnemu nadzornemu organu Europola, danes priznana in zelo uspešna odvetnica, tudi članica upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, pa še kaj bi se lahko našlo. Skratka, spoštovanja vredna ženska, ne samo zaradi svoje strokovnosti, znanja in kompetenc, ampak tudi ali pa predvsem tudi zaradi svoje prepoznavne in pokončne drže. Gospa Nataša, hvala še enkrat, da ste se odzvali mojemu vabilu. Z veseljem. Zdaj danes bova govorili predvsem o najina tema je demokracija in njene vrednote v času epidemije in po njej. V bistvu, če se ozreva te 2 leti nazaj, lahko vendarle ugotoviva, vsaj moj občutek je tak, da smo ljudje vendarle začeli tudi razmišljati in ozaveščati temeljne vrednote demokracije, ki smo jih pred to epidemijo nekako imeli za samoumevne, ne? Vsak dan se srečujemo z našimi pravicami, človekovimi pravicami in možnostmi, ampak nekako nismo ozavestili, da vendarle so pomembne. In prav ta čas epidemije je v bistvu vsem nam pokazal, da so vendarle te vrednote lahko tudi krhke v posameznih situacijah. Zdaj, če jaz pogledam nekako malce kritično nazaj, me kar malo žalosti, no, da so prav te temeljne demokratične vrednote v nekem trenutku celo zamrle. Če bi zelo nasplošno začeli, kako ste vi doživljali to obdobje, ne nazadnje kot pravna strokovnjakinja in tudi kot državljanka? V obeh pogledih zelo težko. Jaz sem večkrat rekla, da se mi zdi, da smo v teh časih na nekem stresnem testu demokracije. Se morda sliši grobo, ampak tako dojemam situacijo, v kateri smo. Velik del tega je seveda povzročila svetovna pandemija, ki je v mnogih državah pokazala, kako krhke so lahko temeljne človekove pravice. Ampak vendarle ravno v takšnih časih si prvič kot državljanka, drugič kot pravnica želim, da bi se temu področju posvečalo, ne bom rekla več pozornosti, ampak da bi bili v teh časih bolj pozorni na to krhkost temeljnih človekovih pravic. Na nek način poskušam razumeti tudi vlado, saj ji ni lahko, kdorkoli bi vladal, ne bi imel lahkega dela, saj se je tudi vaša stranka probala, pa morda malce prehmalo obupala, ne, nad tem, kako vladati v kriznih časih. Ampak zakaj sem v svojem prvem stavku rekla, da mi je težko kot pravnici in kot državljanki? Težko mi je zaradi tega, ker imam občutek, pa mislim, da me ne vara, da se te temeljne postulate demokracije, kamor nedvomno sodijo temeljne človekove pravice, vse prevečkrat tepta zavedno. Ne zavedno kot za vekomaj, ampak z zavestjo, da veš, da delaš nekaj narobe, da ni ustavno, da je protizakonito, pa vseeno greš kot bik čez zaprta vrata, da dosežeš cilj, ki si ga zadal, ne glede na, bom rekla v navednicah, trupla, ki jih puščaš za seboj. No, prav to zadnje, ne, ta zadnja trditev, da zavedno teptamo te demokratične vrednote, je v bistvu po mojem mnenju tisto, kar vzbuja strah, ne. Zdaj, napake v času epidemije, vsaj kar se tiče spoštovanja teh demokratičnih vrednot, predvsem teh temeljnih, so bile, roko na srce so bile. Mi poslanci v opoziciji, ki v resnici nismo bili odločevalci, ne, v tem času, smo opozarjali na njih kar glasno, kar vztrajno, pa žal praktično nikoli nismo bili uslišani. Zdaj, to
prekomerno omejevanje človekovih pravic se je dogajalo v zadnjih 2 letih, vsaj po mojem mnenju, in nekako se je zdelo v družbi, da vse ostale človekove pravice ne zmorejo sobivati z pravico do javnega zdravja ali pa pravico do zdravja v času epidemije, ne. Po drugi strani pa vemo, da so vse človekove pravice po hierarhični lestvici nekako enakovredne in se je treba truditi tudi v času epidemije ali pa predvsem v času epidemije, predvsem to, ja, za neko sorazmernost, ne. Zdaj videli smo, da se je v naše pravice, človekove pravice posegali, kot sem rekla, nesorazmerno, kar morda tudi bode v oči, tudi javnost, ne, kar preko vladnih odlokov, se pravi niti ne z neko pravno podlago. In v družbi se je nekako kar razlezlo neko mnenje, da saj noben več ne spoštuje nekih temeljnih pravil, zakonov. Kako vi kot pravna strokovnjakinja gledate na ta test sorazmernosti, na sobivanje človekovih pravic v tem času? Zdaj, da ne bova pretirano pravno kunštnja, ne, čeprav ste tudi vi kolegica v mirovanju, odvetnica, ne, če bi začeli govoriti v pravnem jeziku, bi pravniki hitro razumeli, kaj želiva povedati, ampak se mi zdi, da je treba ljudem vendarle odnos do prava, do temeljnih človekovih pravic, do načela sorazmernosti predstaviti na nek bolj poljuden način. Zdaj, to načelo sorazmernosti, če ga čist posplošeno razložim, je, da omejuj točno toliko pravic, kolikor jih potrebuješ za dosego cilja. Ne? Ko greš ti en korak naprej in omejuješ več, kot je potrebno, si že kršil načelo sorazmernosti. Načelo sorazmernosti je pravzaprav eno najbolj zahtevno ustavno pravno pravilo. Ne zna ga vsak. Žal mi je, poslanci ga ne obvladajo, pa bi ga prvi v vrsti morali, ker ste zakonodajno telo. Nek tak šnel kurs ustave in demokracije, preden pridejo novi poslanci v parlament, se zdi, da bi bil kar potreben. Predpišem. Ja. In ravno v tem segmentu se seveda potem kaže tudi ta krhkost demokracije, o kateri sva govorili na začetku. Namreč ljudje, pa čeprav ne poznajo prava, čeprav ne vedo, kaj pomeni načelo sorazmernosti, to, da je nekaj prekomerno, zelo hitro začutijo, nekako organsko začutiš, da nekaj ni prav. Ne? Kaj se je dogajalo? Ne? Zdaj od marca predlani, ko se je začela pandemija, epidemija, se je začelo lomastiti s pravom in po pravu. Krhkost demokracije se kaže tudi v tem, da je v bistvu neko pravico zelo enostavno povoziti. Vzpostaviti sistem nazaj je pa prekleto težko in jaz mislim, da se tega morda odgovorna politika premalo zaveda, ljudje bodo pa še dolgo časa čutili posledice. Ena od posledic teh nesorazmernih ukrepov je vedno v vsaki demokraciji tudi neposlušnost ljudi, ki jih ukrepi zadevajo. In jaz mislim, da smo se tukaj ujeli v to zanko 22, ko preprosto potem ne vidiš več poti, ne naprej, ne nazaj in greš potem samo še kot tank s temi ukrepi naprej, ker si se sam zapel v svojo lastno zanko. Govorim seveda v prvi vrsti o vladanju z odloki. Jaz sem temu rekla pravno huliganstvo in še danes stojim za tem. Z grozo se spomnim dneva, mislim, da je bil gospod Hojs, ko je izjavil, da ni vedel, da je treba objavljati predpise v uradnem listu. Mislim, da je nekako prostodušno izjavil, a ni dovolj, da so objavljeni na spletni strani vlade. Veste, vsa ta lahkotnost razlage svoje lastne nevednosti pokaže, kako se je vladajoča politika lotevala teh ukrepov. Predvsem razlaga, komunikacija v teh najhujših časih je bila, da ne bom pregroba,
po mojem mnenju, izrazito paternalistična, kar pomeni, mi smo tole rekli, tako le bo, če ne boš ubogov, bodo posledice. To pri odraslih ljudeh ne pade na plodna tla, ne, to je odnos, ne vem, oče-otrok, vendarle se je treba v svetu odraslih obnašati kot odnos, ne vem, odrasli proti odraslemu. Ampak, veste, ko enkrat opozoriš vladajoče, da se tega z odloki ne sme početi, pa to storijo drugič, pa storijo tretjič, pa storijo četrtič, pa storijo 50-tič, potem se res vprašaš, kdo je tukaj nor. Pa ne nor, govorim zelo v prispodobah, da me ne bodo poslušalke in poslušalci narobe razumeli. Ne? In sem se 100-krat vprašala, pa kaj, a jaz in moji kolegi pravniki nismo znali dovolj jasno razložiti, ali na drugi strani niso znali slišati, ali niso hoteli slišati. In ko isto pove zakonodajna služba Državnega zbora, oziroma kako je zakonodajna pravna služba, ne, ali pa vsej na vladi imajo tudi še svojo, ne. Ko ti ta na nek zakon napiše 17 strani pripomb in ti potem nek politik prostodušno reče, pa naj Ustavno sodišče presodi, ali je ustavno ali ne, tu se moje potrpljenje pravno in državljansko res konča. Če mi nek politik reče, naj Ustavno sodišče presodi, zakaj mora Ustavno sodišče presojati o nečem, če že ti veš, da ni ustavno? Če smo te opozarjali, če so te opozarjali, ta ignoranca do prava in pravne stroke je v teh 2 letih prebila vse. Vse. Se strinjam, ja, morda kakšen šnelkurs tudi za vladne predstavnike, ne, o tem, kaj pravna država je, kdo sprejema predpise, na kakšen način. Za vse poslance, Tina, bodiva iskreni. Ne? Sej, če bi bili v poziciji, bi se v teh časih tudi pokazalo, po mojem, na vaši strani, koliko nerazumevanja ustroja temeljnih človekovih pravic je v vaših vrstah. Ne bodiva kritični zgolj v eno smer, ampak vseeno razumem, kaj mi želite povedati. Odgovornost nosijo tisti, ki so to počeli. In počela je to pač pozicija, ne opozicija, to pa so fakti bruti. Ne? Ja, tako. Ja, sej, to zavedanje, se strinjam, ne, bi morali nekako vsi ponotraniti. Se strinjam predvsem s tem, da je treba vendarle spoštovati in poslušati stroko, ko ta spregovori. Ne? In vi, pravni strokovnjaki, ste bili v zadnjih 2 letih, kar se tega tiče, zelo glasni in tudi zelo jasni. Ne? Bojim se, da je res nekaj na tem, da ne da se ni znalo poslušati, ampak se enostavno ni želelo. Ne? Veste, se upravičujem, kaj vas prekinjam. Argument, mudi se, nimamo časa. Ta argument lahko prepriča laično javnost. Mene kot pravnega strokovnjaka, kot pravno strokovnjakinjo pa pač ne. Na začetku, ko se je vse to skupaj začelo dogajati, smo imeli lep primer v Avstriji, kako je Avstrija sprejela interventni zakon, v katerem je bilo jasno napisano, kaj se lahko potem ureja z odloki, uredbami in ostalimi podzakonskimi predpisi. Mi tega tudi danes nismo naredili. Ne. Čakamo, da bo konec pandemije, čakamo, da bomo vsi prekuženi, čakamo na kaj že? Ja, pa predvsem morda je na mestu vprašanje, zakaj čakamo, ne? Kje je tukaj interes, da se stvari ne uredijo. Pa vendarle, smo vsi verjetno spremljali zelo pozorno celotno družbeno dogajanje. Na neki točki se civilna družba vendarle je, rekla, zbudila ali pa odzvala, ne, na vse te nepravilnosti, ki so jih v bistvu mnogo glasneje kot opozicija, marsikdaj. Sprejemam vse kritike, morda smo bili kdaj premili, ne? Nismo bili dovolj grobi, ampak vendarle je način delovanja vsaj nas v LMŠ-ju precej drugačen od vladnih strank, tako da morda tukaj malo opravičila za neko ne dovolj glasno poudarjanje, če je kdo tako razumel. Ampak želela sem poudariti, da
vendarle civilna družba se je na neki točki zbudila. Če se spomnimo, leta 2020 se je ustanovila Pravna mreža za varstvo demokracije ravno s tem namenom, da prepreči vse te, lahko rečem, celo zlorabe oblasti, ne, vemo, spomnimo se petkovih kolesarjenj in tako naprej. Skratka, to je bil nek odziv civilne družbe, ki smo ga tudi na nek način mi v opoziciji podprli in jim stopili ob stran. Zdaj, koliko po vaše je družba kot celota, ne? Zdaj povedali ste že svoje mnenje, za opozicijo smo bili morda premalo grobi ali pa premalo glasni. Koliko je pa družba kot celota se odzvala na to uspešno, recimo, če se spomniva nazaj? Veste, v vsaki državi ali pa če rečemo v vsaki družbeni skupini je vedno tako, da so nekateri bolj, nekateri manj glasni. Ne? Velika večina ljudi seveda čaka, kaj bodo rekli tisti bolj glasni, ne? Kakšen zgled bodo postavili, kako se bodo postavili po robu. In jaz bom rekla, hvala Bogu, ne? Tudi v Sloveniji je dovolj, še vedno dovolj takšnih posameznikov, ki si upajo biti glasni. Zdaj, Mreža za demokracijo je zagotovo ena zelo plemenita institucija, glede na to, da je odigrala vlogo, kot pritiče nevladnim civilnim družbenim organizacijam. Ne. Veliko ljudi se je spopadalo s to pretirano agresivnostjo represivnega aparata na protestih, pod krinko seveda, da se na protestih virus širi, ne, hitreje, kot bi se sicer, morda v enem segmentu lahko tudi res. Ampak, veste, tudi jaz sem sodelovala in še sodelujem s to mrežo kot odvetnik, več nas je, nisem edina. Bila sem vesela, da so se kolegi odvetniki odzvali in pomagali pri pisanju pritožb na raznolike in raznorazne prekrškovne odločbe. Moram reči, da sem le enkrat tudi strahotno razočarana nad izjavo ministra Počivalška, ki je rekel, glejte, mi se trudimo, poskušamo, parafriziram, ne znam točno povzeti, kaj je rekel, ampak mi se trudimo, poskušamo vzpostaviti nek red, potem se pa najde 100 odvetnikov in vse to zrušijo. Ne? Ja, ampak, ta red. Veste, ta red, ja. Ravno v tem je tudi nenazadnje smisel našega poklica. Ne? Mi moramo pomagati ljudem, ki se jim je zgodila krivica, ali pa tudi tistim, ki se jim ni. Ne? Odvetniški poklic pa mislijo, da se jim je. Ne? Ampak verjetno vaše poslušalke in poslušalci vedo, kakšne vse prekrškovne odločbe so letele po ljudeh, ki so se oglašali na družbenih omrežjih, ki so šli na proteste. Ravno zadnjič, pred nekaj dnevi sem govorila z eno od protestnic, ki je rekla, ne samo, da sem dobila globo zaradi branja ustave na trgu zunaj, dobila sem še globo od tržne inšpekcije za kršitev avtorskih pravic, ker smo skozi megafon spustili en komad, za katerega, ne vem, rabimo avtorske pravice ali ne. Toliko daleč v detajle gre nek tak represiven aparat, ki se je izkazal za, v enih segmentih seveda, za učinkovitega. Ne? Seveda, represija je vedno lahko učinkovita, ker ima moč, ker ima vzvode, mašinerijo, tehniko, vse, robokape, ne, če hočete, za seboj. Ampak verjemite mi, tudi znotraj policijskih vrst jim ni enostavno. Ne? Pogovarjam se z mnogimi, v policiji vre. Ne? In to je en krovnih sistemov, ki varuje demokracijo na koncu, pa se je pokazalo, kako zelo lahko ga en posameznik, ajde recimo 2, ne, zlorabita kot instrument za dosego nekih ciljev, ki mnogi na koncu niso legitimni. Ja, in tega se je treba bati, a ne, ko mi kot posamezniki dobimo globo zaradi tega, ker smo rekli, da je policija v navednicah organizirana tolpa, ki je spuščala solzilec in vodne topove na nič hudega sluteče ljudi in se potem generalni direktor policije počuti strahotno užaljenega, ne, in sam sproži prekrškovni postopek.
zoper se govorimo o Pavlu Gantarju, vse je bilo javno objavljeno, nič tajnega ne bom povedala, ne. In uporabi prvič popolnoma napačno pravno sredstvo, čisto vseeno jim je, a ne, izdajo prekrškovno odločbo, za katero sem jaz prepričana, da bo v postopku zahteve za sodno varstvo seveda padla, ampak Pavle Gantar je mogel iti do odvetnika, spisati je bilo treba, boriti se je bilo treba začeti proti tem, a ne, in v tem vmesnem času so pa pač morda na nek način dosegli svoje. Morda kdo ni povedal nečesa, kar mu je ležalo na duši, ne? In to je ta sistem zastraševanja, ki meni absolutno ni blizu. Jaz ga preziram. Prav preziram ga. Ne sede mi na mojo dušo. In tudi sama, vedno, ko govorim, sem kritična. Ampak nikoli nisem žaljiva, nisem nesramna. Ja, morda sem kdaj cinična. Ampak, a veste, v demokraciji prav svoboda izražanja ena tistih tudi zelo krhkih pravic, ne samo tehtnica med pravico do zasebnosti in javnega zdravja na drugi strani, ne, tudi svoboda izražanja se je pokazala za neko krhko dobrino in to strani tistih, ki so, ko so bili v opoziciji, pa tudi zdaj, ko so na poziciji, ne, najbolj goreče zagovarjajo to pravico. Po drugi strani me seveda moti, kako lahko zagovarjaš samo eno temeljno človekovo pravico, ostalih pa ne. Nikoli ne more ena biti ena edina in tako sama. Ja. Ne. Da ne govorim o tem, poznam primere, kako se z verbalnimi delikti na družbenih omrežjih danes ukvarja. Veste, kdo znotraj policije? Oddelek za pregon gospodarskega kriminala. Ja, a res nimajo kaj drugega za početi? Ja, a je res treba na vsako tako stvar odreagirati in poskušati natakniti na gobčnik ljudem, ki so imeli samo vsega poln kufer? Nihče se pa še do danes ne vpraša, pa ne vem, a je bila neka interna raziskava znotraj policije narejena ali ne, zakaj za božjo voljo in kdo je izdal ukaz, da se solzivec meče na ljudi. Če so informacije v medijih točne, se je menda ta solzivec celo primešal k vodnemu topu, kar po policijski doktrini absolutno ne gre skupaj. A ne? To dejstvo smo potrdili celo na enem izmed parlamentarnih odborov. In morda je pregon takih benignih, na robu žaljivosti izjav ali pa sploh ne žaljivih, samo krinka za to, da se ostale večje napake in malverzacije potiskajo v ozadje. Tem je ta vlada izvrstna. A ne? Im je treba priznati, da so zelo iznajdljivi, predvsem pa zelo brezsramno pogumni v negativnem pomenu besede poguma. Ne? Ja, v nasprotno napačno smer, če mene vprašate. Se strinjam. Ja, to je en sindrom, ki smo ga zaznali zdaj v teh 2 letih, pa ni posledica epidemije. Ne? Sindrom nizke politične kulture, nespoštljivega na trenutke zelo, zelo žaljivega komuniciranja, ne? Predvsem vladnih predstavnikov, to je treba priznati, ta Twitter komunikacija dnevno šiba sem in tja, pa vem, da ste tudi sama uporabnica Twitterja, pa ste, ne, na nivoju. Se pravi, ni zdaj Twitter komunikacija neko mašilo, da si bi človek lahko privoščil tak način komuniciranja z javnostjo, ne. Pa še bolj to ne pritiče predstavnikom vlade, ne. Nenazadnje ta nizek nivo politične kulture se kaže tudi preko Twitter komunikacije v nespoštovanju pravosodnih organov. Ne? Gospod Hojs je ustavno sodišče, ki mu je odlok za odlok pač spravljalo sveta, označil za politično sodišče. Ne? Tudi to je en... Še huje, gospa Tina. Ustavno sodišče v zadevi uvedbe PC pogoja v javno upravo, ker sem bila jaz na drugi strani, je ustavno sodišče, ne vem, če je mislil tudi gospoda Klemna Jakliča, pa Marka Šorlja, verjetno napisal ni, verjetno ne.
nas je označil za krive in odgovorne za porast števila pozitivnih okuženih zaradi COVID-a. In za smrti. In za vse. Ne? A veste, to so stvari, ki jih politik lahko kritizira mene. Jaz nisem na funkciji. Ampak to nespoštovanje sodne veje oblasti je nekaj, kar si noben politik ne bi smel privoščiti. Velikokrat smo od politikov v Sloveniji slišali: z ustavno odločitvijo se ne strinjam, ampak jo bom spoštoval. To je prava drža. Seveda, se strinjam. Ne pa označiti sodnike za popolne bedake pravzaprav. Ne? Ja, po drugi strani ne pa bi lahko rekli, da zase pa nimajo enakih vatlov. Ne? Zdaj, mene je izjemno prizadelo preživetje interpelacije ministra za pravosodje, gospoda Dikaučiča, ki je v kazenski preiskavi zaradi kaznivega dejanja utaje davkov in pranja denarja. Seveda, kot pravnica vem, da dokler ti ne dokažejo drugače, si nedolžen. Ampak vendarle je malce drugače, ko govorimo o neki politični odgovornosti, ko govorimo o primernosti ljudi, da upravljajo neke odgovorne funkcije v državi. Minister za pravosodje vendarle nosi neke odgovornosti in a ni na nek način ravno to ogledalo, ki ga daje on sam s tem, ko vztraja na funkciji pravosodnega ministra pod takimi obtožbami, slaba popotnica za splošno javnost. Tako, kako ne ljudje to sprejmejo? Ne? Ja. Vam bom povedala en svoj razmislek v zvezi s tem. Ne? V javnem sektorju, v širšem javnem sektorju, moraš za zaposlitev tajnice v šoli ali pa tajnice na sodišču prinesti potrdilo, da nisi v kazenskem postopku in da nisi bil kaznovan, da nimaš vpisal kazensko evidenco za kazniva dejanja nad, ne, mislim, da je določeno stopnjo, let zaporne kazni. V politiki takšnih kavtel, takšnih varovalk ni. Morda je to težko sprejeti, da jih ni, ampak od politike se pričakuje, da je odgovorna na drugačen način, da je etična in da je bolj moralna od ljudi, ki sicer iščejo zaposlitev v javnem sektorju. In tukaj se je nam sesul. Pri nas nimamo preprosto politične odgovornosti, pa nič se jim ne zgodi. Nič. Zdaj, zakaj se to dogaja? Verjetno vprašanje za milijon ali več dolarjev za naju obe. Ne vem, morda imam sama eno teorijo, da ste politiki premalo plačani, pa naj se to sliši zdajle mogoče čudno, ampak politika je zahteven poklic, zelo zahteven poklic. Zaradi meni še vedno slabe plačne reforme se je pa zgodilo to, kar se je zgodilo, da ima danes nek direktor zdravstvenega doma lahko precej višjo plačo kot predsednik vlade in s tem seveda povzročaš negativno selekcijo. Ja. Kamorkoli po svetu boste šli in pogledali poslanske plače, bo Slovenija zelo na repu v državah primerljivih po GDP-ju, po bruto domačem proizvodu, po BDP-ju. Lahko, da se motim, ampak po mojem je to eden od razlogov nedvomno. Drugi razlog je pa seveda ta, da se na volitvah preprosto volivci ne znamo odločiti tako, da bi kaznovali tiste, ki so zlorabili moralno zaupanje in kršili etične standarde. Morda se spet vrtiva v začaranem krogu, ampak verjetno preprosto v Sloveniji, tudi zaradi situacije, kakršna je v tej naši politiki, ni dovolj veliko ljudi, ki bi se za ta še kako pomemben poklic sploh odločili. Ja, to, kako se bojo volivci, se bomo odločali, bomo kmalu videli, ne? 24. april se bliža. Zdaj vmes naj samo omenim za vse, ki naj spremljate, da nam lahko zastavite tudi kakšno vaše vprašanje, na katerega bomo poskušali z mojo gostjo odgovoriti čim bolj natančno in zanimivo.
Če se pa vrneva na najino temo, zdaj za neko družbeno klimo je po mojem mnenju izjemno nevarno, ko se pravila igre, ki jih imamo postavljene, ne uporabljajo za vse enako. Če spomnim samo na primer rogljička, vsem znanega, ko je dobil državljan globo, zato ker je jedel rogljiček na cesti, pa na drugi strani malce drugačna pravila igre za prleški sendvič, ki si ga je privoščil minister Počivalšek, ali pa še en primer, mariborski dijaki, ki so v času teh omejevalnih ukrepov na nekem mirnem shodu prosili, da se vrnejo v šolske klopi, pa tudi dobili globo. K sreči je bilo potem to na okrajnem sodišču vse zavrženo, se mi zdi. Na drugi strani neko zelo številčno zborovanje največje vladne stranke brez glob, približno v istem časovnem obdobju zdaj govoriva. Koliko nevarno za nek nivo demokratičnega občutka v družbi je, ko ljudje spremljamo takšne dvoličnosti vladajočih? To je zelo nevarno. Predvsem se mi pa zdi, da vsi ti primeri, ki ste jih omenili, kažejo na to, kako se tisti, ki bi morali reagirati, po mojem mnenju, bojijo reagirati proti vladajočim. To samo kaže na to, kako zelo avtokratsko vodenje imamo v teh časih. Jaz sem šokirana nad ministri, ki niso z desne provenience, pa so v vladi, da si ne upajo povedati, kaj si v resnici mislijo. Pa razumem, poskušam razumeti strankarsko disciplino, poskušam razumeti, da vlada mora biti kolikor toliko enotna. Morda imamo včasih tudi kar dve skrajnosti. Ko so leve stranke na oblasti, Pišuka, imaš tudi včasih občutek, da predsednik vlade nima nobene moči, da vsak minister pove, a ima res čisto vse, kar si misli. Tudi ta skrajnost seveda ni dobra. Nobena skrajnost ni dobra, ampak ta, ki jo imamo pa zdaj, pa kaže točno na to, da potem ljudje vidijo, da preprosto ne velja neka enaka dogma, neka enaka pravila za vse. In to, da si tržna inšpekcija ne upa, ker se nekdo tam boji za svoj stolček, je po drugi strani čisto človeško. Tudi to poskušam razumeti. In ta strah, ki ga je ta vlada nagnala v kosti celotnemu javnemu sektorju, z milo rečeno čudnimi načini kadrovanja, z razrešitvami brez razloga v primerih, ko bi moral obstajati razlog, ker zakon tako pravi. Recimo zadnja razrešitev članov upravnega odbora Agencije za raziskovalni razvoj Republike Slovenije. Za božjo voljo zakon o javnih agencijah taksativno našteva razloge, kdaj lahko člane upravnega odbora razrešiš. Ampak ta vlada jih razreši, dobimo sklep kot odvetniki, ni nobene obrazložitve, da je zadeva še hujša, na tej isti seji, ko te razrešijo, imenujejo 4 nove, ti 4 novi s preostalimi, ki mislijo v isto smer, naslednji dan skličejo sejo in imenujejo, sicer zavede, direktorja, ki je po njihovem izboru. Pa spet, Tina, vem, da v demokraciji ni čarobne palčke, da bi bilo vedno za vse v redu. Absolutno se zavedam, da leva politična opcija tudi kadruje, ko pride na oblast. Ampak varovalke, ki jih imamo v sistemu vgrajene, so tam z razlogom. Namreč vedno, ko imaš ti neko mandatno obdobje na posamezni funkciji, je ta sistem rotacije na teh funkcijah tako zelo pomemben, ravno zaradi tega, da se ne sme in ne more zgoditi, da ko pride nova vlada na oblast, ne more čez noč zamenjati vseh pozicij. Temu služijo mandati in postopki imenovanja, razrešitve in tako naprej.
Ta vlada je vse prevečkrat, bom spet uporabljal izraz, brezsramno povozila vse te varovalke, ki v zakonih so. In potem odvetniki to dobimo na mizo in prva stvar je Nataša, daj dvakrat vdihen, Madonna, kaj se je tlele zgodilo, kako lahko zdaj sploh tole tukaj pravno zagrabimo, ampak oni so že dosegli svoje. Oni so postavili svoje ljudi na pozicije, mi moramo zdaj iti v zahteve za začasno odredbo, moramo iti čez upravni spor in sodišča so konzervativna, predvsem v hitrosti odločanja. Od nobenega sodišča ne moramo in ne smemo pričakovati, da bodo odločitve sprejemali čez noč. Ja, imajo 3 ali pa 5 dni časa pri začasnih odredbah. A ne? In ravno pri začasnih odredbah se mi zdi, da se ta vlada še kako zaveda, da jih je zelo težko speljati čez postopek, zato ker je treba pri začasnih odredbah izkazati neposredno nepopravljivo škodo. In če se to da povrniti v denarju, neposredne nepopravljive škode ni. A ne? Ampak jaz pa danes trdim vendarle še en korak naprej. In jaz upam, da sodišča tudi to prepoznavajo, da se nepopravljiva škoda na koncu dela demokraciji in javnemu interesu, pa če se še tako demagoško in populistično sliši. Ja. Ampak to je vse, kar na koncu imamo. Pravna država, rule of law, ne pa Ordnung und Disziplin, a ne, tudi ta izraz nemški sem večkrat uporabila. In tukaj me je še nečesa strah. Ne. Zdaj gledamo, kaj se dogaja. Jaz mislim, da 2 meseca do volitev bo ta vladajoča stran še lomastila po imenovanjih in razreševala in imenovala svoje ljudi. Ravno, mislim, da sem predvčerajšnjem na Twitterju videla podatek, pa je to podatek Statističnega urada Republike Slovenije, da je vlada v zadnjem letu zaposlila 9300 ljudi, celoten zasebni sektor 1200. Ja, to je podatek na novo. Ne? In ta podatek je zaskrbljujoč. Ja. In če dokončam svojo misel, česa me je strah, ne? Nova oblast, jaz upam, da se bo zamenjala, ker ta, prostite, zame res ni dobra, je slaba za demokracijo, za večino ljudi. Vsej peščici ustreza. Ne? In če bo nova oblast želela te stvari popraviti, a veste, v kakšni nezavidljivi situaciji bo? Ali bo lomastila kot slon v trgovini s porcelanom na podoben način, kot se lomasti zdaj in bo postala enaka, kot so ti zdaj? Ali bo našla način, da bo lahko zakonito in po pravi poti tam, kjer so se imenovanja zgodila mimo zakona, nezakonito, nepravilno, zadeve popravlja nazaj na stanje, ki si ga demokracija zasluži. Tega se pa bojim. Ja, jaz si vsekakor želim in upam, pa tudi verjamem, da nova vlada, ki bo desno-sredinsko usmerjena, se vendarle bo rešila teh starih navad te vlade. A ste prosto slišali, da ste rekli desno-sredinsko? Levo-sredinska. Sem se morda zmotila, če ne bi bil lapsus. Ne bo desno-levo-sredinska, vse eno. V glavnem skrajno levo in skrajno desno za večino nikoli ni dobro. Tudi skrajno levo ne. Se strinjam. V glavnem stremimo k temu, da se vlada vendarle zamenja, ker kot rečeno lomastijo po naši demokraciji in zagotovo se bo praksa po volitvah spremenila. To sem prepričana, ja, se bomo vsi trudili, da bo tako. Zdaj, predno nadaljujeva, imava eno vprašanje, oziroma več vprašanj, ampak sva se toliko zaklepetali, da na vsa verjetno ne bova uspeli odgovoriti. Ampak vseeno, Miljevoje vprašanje se glasi, zakaj ne naredite volitev s preferenčnim glasom, da lahko volimo kandidata in ne stranko. Z dokazi obtoženega poslanca pa ga zamenjati z nadomestnim z liste. Zdaj, en izmed programskih izhodišč tudi LMŠ je sprememba volilne zakonodaje. Kako recimo po vaše bi lahko na tak način
res vplivali na tisto bolj pravo, bolj osebno izbiro, če bi omogočili volivcem, da izberejo svojega kandidata, seveda pač z liste kandidatov, ki bi jo pripravila stranka. Je to morda en korak bližje demokraciji? Bi tako lahko kaj rešili pravzaprav? Nisem ekspert za volilno zakonodajo, to moram takoj povedati in to, kar bom zdaj povedala, povem kot državljanka, kot Nataša, ki pač, jaz sem šla do zdaj, stara sem 54 let, lahko mirno povem, nimam zadržkov še povedati svoje starosti, bila sem na čisto vseh volitvah po polnoletnosti in na vseh referendumih. Nisem zamudila niti ne enega referenduma, ne enih volitev, tudi lokalnih. Tisto, kar tudi gospod Milivoje sprašuje, je neko tako povečanje te tako imenovane participativne demokracije. Kako bi se ljudje tudi v tem vmesnem času med volitvami počutili bolj močne. Zdaj, preferenčni glas seveda poznamo na evropskih volitvah. Tam se zelo lepo vidi, kako lahko celo nekoga pošleš v Bruselj, pa je na 7. zadnjem mestu, recimo s preferenčnim glasom. In tam zadeve funkcionirajo. Zdaj, na državnem nivoju se pa o spremembah volilnega sistema govori že leta in leta. In pri obeh poljih, levem in desnem, seveda sprememba volilnega sistema lahko povzroča določene rizike. Zdaj, proporcionalni volilni sistem, ki ga imamo, je pač tak, da omogoča precejšnjemu številu strank vstop v parlament, predvsem pa je morda v enem elementu, recimo, nepošten, zaradi tega, ker se vsi glasovi strank, ki niso presegle 4-odstotnega praga, deli med stranke, ki so prišle v parlament. Zato so redki tisti znalci po strankah, jih morate imeti, ki znajo po volilnih okrajih postaviti ljudi tako, da s temi tako imenovanimi repki lahko dobiš, ne vem, morda mandat ali dva več. Ja. Jaz sama pa se nisem pravno poglobila v to, v smer te participativne demokracije, ki sem jo omenila, bolj razmišljam v smeri možnosti odpoklica poslanca. Zdaj, poslance se izvoli v tem volilnem sistemu, ki ga imamo, ne sicer s preferenčnim glasom, je pač sistem tak, kot je, s tem verjetno ni nič slabega, ampak morda je za mlade demokracije je morda to celo v redu. Zato, ker je več strank, več političnega barvnega spektra dobiš na ta način v parlament. Ampak ljudje vmes ko imamo obdobje med dvema volitvama, nimamo nobene možnosti. Praktično nič ne moramo narediti. Zdaj, kako pravno osmisliti in domisliti ta način odpoklica poslanca, je nekaj, kar je po moje vredno razprave. Nek poslanec, ki te je razočaral, ne vem, morda so zdaj v Desusu ful jezni, ker oni poslanci pač ne delajo tako, kot si Desus želi, morda je kdo jezen tudi na vas, gospa Tina, ne vem. Pač je treba postaviti nek sistem, kako in na kakšen način poslanca, ki se je izneveril svojim volilnim obljubam, preprosto odpoklicati. To bi bila recimo ena možnost, morda celo hitreje rešljiva kot res kompletna sprememba volilnega sistema. Lahko da razmišljam povsem mimo, povsem narobe, ampak to mi je recimo nekaj, kar bi poslancem dalo vedeti, da imajo ljudje še vedno tudi v tem vmesnem 4-letnem časovnem obdobju možnost gledati pod prste, ne samo s tem, da rečemo ti, ampak da zberemo dovoljšno število podpisov in rečemo, prostite, mi smo pa zdaj za to, da se vas odpokliče. In potem naj pač volivci povedo svoje. Morda bi se na ta način tudi dvigala ta politična kultura. Vidimo tudi med poslanci so marsikakšne cvetke, ki ta nivo vztrajno nižajo, tudi ugled poslanca je zaradi katerega nastopa poslancev okrnjen. O tem lahko govoriva ure in ure. Ravno se ste že prej enkrat vmes omenili to kulturo dialoga političnega. Tudi tukaj lahko po mojem mnenju rečem in jaz mislim, da mi bodo poslušalke in poslušalci pritrdili v tej moji tezi, da se ta nekultura dialoga širi iz političnih vrhov v medije in prek medijev vse pore družbenega življenja.
Kar je škoda. Kaj to pove? Da ste prvi v vrsti, ki morate paziti na svoj govor. Seveda, se strinjam. In tukaj, resnici na ljubo, je treba povedati, da je desna politika v govoru bistveno bolj agresivna kot leva. Leva se še, recimo, da zna zadržati, pa da ima nekako to v glavi, da je odgovorno govoriti kultivirano. Ko se pa preselimo mi na družbena omrežja, veste, pa preprosto ni več razlike med levimi in desnimi. Tam imate pa bitke med partizani in domobranci in to tako kruto, napadalne, grozljive na obeh skrajnih poljih. Tam se pa ta dva kroga srečata. Med skrajno levimi pristaši idej in skrajno desnimi. In potem se odraža to v družbi. In to celoti, je potem to, kar imamo. Imava še vprašanje. Gospod Adam sprašuje, kaj bi bilo po vašem mnenju, dr. Pirc Musar, najpomembneje narediti po volitvah, da se ponovno vzpostavi po vaše rečeno pravilo zakona. Kako se boriti zakonito proti nezakonitim? To zadnje mi je izjemno všeč. Kako se v resnici boriti zakonito proti nezakonitim? Težko vprašanje. Posebej za pravnika vašega kova, Ja, kot pravnica moram seveda reči, da bo treba, spisati predpise, ki bodo to omogočali. Koliko bo pa nova politika imela poguma kaj narediti tudi po robu, je pa bolj vprašanje za politiko kot zame. Ampak boriti se zakonito proti nezakonitostim lahko samo s pravom delaš. Samo s pravom, da spoštuješ to pravno pot. Kako si jo začrtaš, je seveda tudi izjemno pomembno. Ampak jaz se pa samo ene stvari bojim, da zdaj mi govorimo tle o nekih nezakonitostih, pa o teh in drugih imenovanjih. Ne vem, kako je sicer v vaši stranki. Jaz pri nobeni stranki, ki ima tendence prevzeti oblast po 24. aprilu, nisem opazila, da se pripravljate na to, kako vzpostaviti normalno stanje. Zdaj ste se vsi nekako fokusirali v neke volilne obljube, ampak a imate vi narejene sezname nezakonitih razrešitev? A vi veste, kaj se vam je v javni upravi zadnja 4 leta zgodilo? Ker ko boste vi prišli na oblast, boste 1 leto samo gledali, ker vam bojo ljudje začeli govoriti, tlej to, tam je to. Okosnjaki z omar ne bodo padli ven ta prvih 14 dni. Počas bodo prihajali ven in jaz se bojim, da je nova oblast na to nepripravljena. Zdaj, naš slogan je normalizacija države, ker v resnici se zavedamo, da je treba vendarle zdaj vzpostaviti najprej nazaj tja, kjer smo bili prej, se pravi neke demokratične standarde, ki smo jih kot družba že imeli, pa so žal v zadnje 2 leti bili poteptani. Drugo je, kako bomo našli pravne načine, da to dosežemo, ampak verjemite, imamo voljo in zagon. Predvsem pa upam, da je še nekaj pravnikov, tako kot ste vi, voljnih kandidirati, ker pravno znanje je v parlamentu izjemnega pomena. Pravno znanje je izjemnega pomena v vsaki politični stranki, ki želi sodelovati v zakonodajnem procesu. Se strinjam. Ampak mislim, da vas je zaenkrat premalo. Bolj malo. Ja, bi si tudi jaz želela še kakšnega kolega več. Tudi ne bi bilo dobro, da bi bili sami pravniki v parlamentu, daleč od tega. Ne, potem bi imeli pa še morda več nesoglasij kot danes. Tako je, 5 pravnikov, 6 različnih mnenj. Tako, ja. Če greva naprej na vprašanje. Henrik sprašuje, oziroma ga zanima, kako je možno, da se nekdo izogiba toliko časa sodišču, da predmetna zadeva zastara. To je rak rana slovenskega sodstva. Saj se je precej stvari v zakonodaji že popravilo. Fikcija vročitve, zamudne sodbe se danes zelo hitro spiše, če nekdo ne dvigne pošiljke in ne odgovori pravočasno. Ampak še vedno, veste, bom kar rekla, riba smrdi pri glavi. Če si lahko predsednik vlade privošči izogibati se sodišču na razne nedostojne načine, kako lahko potem pričakujemo od drugih, da se ne bodo posluževali istih manevrov? In spet sva pri etiki in morali
odgovornosti tistih, ki vladajo. Ne. Če si sposodim en aforizem Evgena Juriča, je enkrat zapisal, veste, v Sloveniji je zelo veliko morale, pa veste zakaj? Ker ima vsak dvojno. Ne? In ta dvojna morala je nekaj, kar gre pa meni izrazito na živce. No? Ja, to bi moralo biti enostavno nesprejemljivo. Zdaj v tem kontekstu se lahko tudi spomneva nedavnega poskusa v bistvu spremembe kazenskega zakonika, kjer si je vladajoča garnitura želela uzakoniti še krajše zastaralne roke, pri katerih so praktično vsi pravni strokovnjaki, vsa pravna stroka v en glas opozarjala, da bo pregon nekaterih kaznivih dejanj celo onemogočen. Ne? In tukaj se vidi ta morala trenutne vladajoče garniture, ko ne samo takole z zavlačevanjem, prevzemom poštnih pošiljk, ampak kar vsem na očeh. Ja, dajmo v zakon, pa če gre čez, bo šlo čez, če ne pa ne. In tukaj si lahko majčkan zaslug vzamemo tudi poslanci opozicije, ki smo zelo glasno opozarjali in potem skupaj s stroko nekako tudi v javnosti večkrat poudarjali, da je to res nesprejemljivo in nam je uspelo nekako zabremzati to škodljivo spremembo, škodljivo za naš pravni sistem, za kazensko-pravni pregon. Kako ste vi to dojemali kot pravna strokovnjakinja od zunaj? Pri takih stvarih, zdaj mogoče najprej med klic na tole vaše razmišljanje. Če bi vladajoča stran želela spraviti ta zakon čez parlamentarno proceduro, bi ga. Zdaj, ne vem, je bil tukaj jeziček na tehnici Nova Slovenija, ki se je vendarle prva umakala in rekla, da ne. Ampak vsaka medalja ima dve plati. Skrajšati zastaralne roke bi bilo zelo pametno. Ampak ne na tak provokatorski način, kot ga je izvedel Jelinčič, gospod Jelinčič, z žegnom zagotovo nekoga z vladajočih pozicij. Namreč to, kar se danes v kazenskem pravu pri nas dogaja, je, da so ljudje tako zelo dolgo na tnalu in v tej negotovosti, ali so krivi ali ne krivi, da je to predolgo. To ni dobro za posameznika, ki je ujet v sistem preiskave, niti ni dobro za preventivno funkcijo, ki jo kaznovalno pravo ima, da bi odločitve o tem, ali je nekdo storil kaznivo dejanje ali ne, prišle hitro in učinkovito. O tem je zagotovo treba razmišljati. Ker to, da se zadeve vlečejo nedopustno dolgo, leta in leta, ni v redu. Ampak tega se zdaj lotiti, ker vemo, kako sistem funkcionira, ker vemo, koliko časa trajajo preiskave tistih najhujših kaznivih dejanj na način z zmanjševanjem zastaralnih rokov, brez kakršnekoli analize. Tako. Brez tega, da bi pogledal celoten zakon o kazenskem postopku, kje vse je treba prilagoditi roke, ne samo zastaralni rok, ampak potem vse procesne roke. To je bil manever diverzije, ki je nedopusten. Ja, sej tukaj smo mi upozarjali, dajmo se pogovoriti, razmislek. Točno tako. Ampak v sodelovanju z vsemi deležniki, ker pravni strokovnjaki imate te kompetence in znanje, da bi vendarle povedali, kje so zadeve takšne, da jih je potrebno spremeniti, zato da bo kazenski postopek učinkovit in hiter. Ne moramo na račun hitrosti ga narediti pa neučinkovitega. To bi bilo tudi skrajno nevarno za, kot ste dejali, za sam smisel kazenskega postopka. In tukaj je treba pogledati učinkovitost sodstva, ker ne govorimo mi samo o preiskovanju kaznivih dejanj, ki se dogajajo znotraj policije pod nadzorom tožilstva, ampak govorimo tudi o tem, kako sodišča potem lahko hitro zmelijo neko obtožnico, ki pride na sodišče. Jaz sem ravno danes imela en primer, ko je bila moja stranka včeraj povabljena na sodišče za obravnavo danes, 4 urgence ali 5 urgenc smo dali vmes, gre sicer za eno kaznivo dejanje na področju verbalnih deliktov, zadeva iz leta 2017, 4 leta do prvega naroka ni prišlo. Ali se je vmes 5 sodnic zamenjali, sodnikov, ne vem, znotraj sodnega sistema tudi stvari niso poštimane. In ko ti to pogledaš kot neko celoto, jaz upam, da je
človeku, ki posluša potem to celoto, jasno, da tega ne moreš narediti za Jelinčič manevrom. Ne moreš. Prostora za razpravo seveda je, ne, v tem primeru, ampak ja, tako rokohitrsko pa zagotovo ne bi naredili več škode kot koristi. Absolutno. Imava še eno vprašanje. Gospa Vojka sprašuje, oziroma zanimajo pravna podlaga, po kateri se lahko nacionalni program cepljenja uvede za posamezne skupine, če cepivo na evropski ravni nima stalnega dovoljenja za uporabo. Pri nas se to povzame kot dejstvo rednega stalnega dovoljenja. Ja, hvala. Kako ste vi spremljali vso to dogajanje v zvezi z cepljenjem, obveznim cepljenjem, ki se je pri nas celo enkrat kazalo, da bi se kar z odloki vzpostavilo? To je spet eno od področji, ali pa predvsem eno od področji v zadnjih 2 letih, ki je razklalo narod na pol. Ampak res na pol. Če sem prej omenila partizane in domobrance, tukaj lahko govorimo o cepilcih in anticepilcih. In to se je pokazalo kot zelo, zelo problematično in kritično. Ampak spet si bom drznila tukaj največjo odgovornost prevaliti na vlado. Od začetka epidemije do danes jaz nisem slišala razprav o tem, kdaj sploh uvesti obvezno cepljenje, če sploh. Ker v en odlok smo ga čez noč spisali, ko uvedeš pogoj PC in nimaš več T-ja, je povsem jasno, da tisti, ki niso preboleli, se lahko samo še cepijo. To je tak meglo, ki so nam jo nasuli. Zdaj nisem strokovnjak medicinske stroke, ali so cepiva začasno registrirana, ali so stalno. Jaz sem tukaj striktno na stališču, da je treba znanosti zaupati. Treba je zaupati stroki. Tukaj si ne upam nič trditi nasprotnega. Preprosto zaupam znanosti. In če je cepivo bilo potrjeno strani Evropske agencije za zdravila, potem jaz temu preprosto zaupam. Moram zaupati. Kako in na kakšen način se pa lotiti, seveda, obveznega cepljenja, je pa spet to, o čemer sva govorili prej v ustroju pravne države, kako je treba poslušati pravnike, ki poznamo temeljne človekove pravice, ali pa sploh poslušati pravnike tudi v zakonodajno-pravni službi v Državnem zboru, je tukaj tisto, kar manjka, da namreč politika ne posluša medicinske stroke. Meni je nedopustno, da v strokovni posvetovalni komisiji, ki jo vlada uporablja za to, da sprejema razne ukrepe, ni niti enega epidemiologa. Niti enega. Naš zakon o nalezljivih boleznih že danes omogoča, da se politika odloči o obveznem cepljenju, kar pomeni, da bi mi morali začeti v stroki razpravljati. O čem? O tem, ali so cepiva varna, ali so učinkovita. To, da so varna, ni dvoma. To se je pokazalo, milijarde ljudi so cepljene. Tukaj spet zaupam številkam in verjamem stroki. Ali so učinkovita? So, ena bolj, ena manj, novi sevi, to se pri virusih dogaja. Tretji korak je potem, koga cepiti. Če prva 2 preskočimo. In o tem tretjem koraku razprav preprosto ni. To, kar smo mi spodbijali na Ustavnem sodišču, argument vlade, da so tukaj funkcionirali kot delodajalec in da mora biti javni sektor zgled za vse ostale, prostite, to je absolutno nesprejemljiv argument. Povsem druge argumente bi nam morali nanizati. Ne vem, ali je to prava pot. Kolikor se pogovarjam, zdravniki pravijo, da ne, zato ker cepiš se primarno zaradi sebe. Ta čredna imunost, ki jo toliko poudarjamo v tem segmentu, ni nekaj, kar je moja odgovornost. Ja, se na koncu jo dosežemo, ampak a bi bilo bolj primerno razmišljati v smer, ne vem, da je treba obvezno cepiti vse starejše nad 50 let, nad 60 let. To so ljudje, ki lahko zaradi hude oblike COVID-19 umirajo. Ampak kaj hočem s tem povedati, Tina? Razprav o tem preprosto ni. Tako, ravno to sem želela reči. Spet so ljudje
zmedeni. In potem pridemo do teorij zarot in potem ljudje bolj verjamejo Facebook strokovnjakom kot znanosti in potem, ne vem, malte ne prepričujemo tiste, ki verjamejo, da je Zemlja ploščata in ne okrogla. Ne? To pa zelo težko sprejmem. No, res zelo težko, ampak to je posledica tega, ker mi strokovnih argumentov in razprav v nekem realnem svetu nismo dobili, smo se preselili na Facebook in tam iščemo rešitve. In potem celo ena od vaših kolegic poslank prostodušno javno pove, da se futra z ivermektinom. A ne? Bog pomaga. Bog pomaga. Ne, ravno ta razprava, moč argumenta in ne argument moči, je v bistvu pokazatelj neke zdrave demokracije, stanja demokratičnosti v družbi in to nam je v tem času epidemije res manjkalo. No, tudi predvsem, ko je bilo govora o cepljenju in obveznem cepljenju, da ali ne. Zdaj čas nas preganja, ampak... Skratka, pravica do necepljenja ne obstaja. Ne? To so tudi že sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Tukaj so tudi sodniki v Štrasburu povedali, če so vsi ukrepi preučeni, implementirano načelo sorazmernosti, potem država ima pravico uzakoniti obvezno cepljenje. Je fakt. Uzakoniti, se pravi, če pride do tega spoznanja, da obvezno cepljenje da, potem je treba potem še pravno državo zalaufati, pripraviti podlago in tako naprej. Ker posledice so potem malce drugače, če imamo cepljenje določeno kot obvezno ali pa na drugi strani kot prostovoljno. Ne? Z vsemi predpostavkami, ki sem jih prej povedala. In še enkrat jasno in glasno povem, jaz sem cepljena. Ampak dokler cepljenje ni obvezno, mora posamezniku na drugi strani biti dana svobodna odločitev. In to mora biti osnova platforme, o kateri zdaj na koncu razpravljava. Si bova vzeli še čas za zadnje vprašanje gospoda Zorana, ki sprašuje, zakaj ni spisana še nobena kazenska ovadba zaradi nevestnega dela na delovnem mestu, saj več evidentnih kršitev zakonov te vlade, saj je bilo več evidentnih kršitev zakonov te vlade. Zdaj, sva jih omenili nekaj, morda finančno izčrpavanje STA še, glede na to, da ste bivša novinarka, ste verjetno to zgodbo spremljala še s posebno pozornostjo. In tudi za pravno mrežo demokracije vložila ovadbo proti gospodu Urbaniji zaradi nevestnega dela v službi, tako da se dela tudi na tem področju. Ampak tukaj moram pa vendarle eno stvar povedati. Glavna kazen za tiste, ki opravljajo nevestno delo v službi, če govorimo o politikih, je, da jih naslednjič ne izvolimo. To je glavna kazen. Zdaj, koliko ljudi so pripravljeni tolerirati to nevestno opravljanje dela v službi. Druga stvar pa je, ta je pa zelo pravna, je pa ta, da je treba ljudem, ki so zaposleni v javnem sektorju ali funkcionarjem, dokazati tako imenovano kvalificirano protipravnost, če govoriva o civilnem pravu in odškodninski odgovornosti. Kvalificirana protipravnost pa pomeni, da mu moraš dokazati vsaj hudo malomarnost, če ne naklep. To je pa izjemno težko. Kar je pa izjemno visok standard. Izjemno visok standard. Ampak dobro, s tem je na nek način politika zaščitena. Ali je zaščitena preveč, je lahko predmet razprave. Ampak nekomu dokazati odškodninsko odgovornost v javnem sektorju je izjemno težko. Kazniva dejanja so druga stvar, ampak kazniva dejanja imajo zelo visoko postavljene standarde in kavtele, kdaj lahko nekoga preganjamo. Kot rečeno, gospoda Urbanijo, mislim, je ovadba podana, ali bo uspešna ali ne bo uspešna. Za vse ostalo je pa to volitve, pravno gledano pa zelo, zelo težko. Ok. Zdaj se nam je pa res čas iztekel. Gospa Nataša, jaz se vam iskreno zahvaljujem za ta zelo zanimiv in upam, da za gledalce tudi poučen na trenutke pogovor. Upam. Imeli sva kar nekaj vprašanj, na katere žal nisem mogli odgovoriti, ampak verjamem, da bo še kakšna prilika za tak klepet, kjer bova se dotaknili še kakšne druge teme. Za danes pa še enkrat najlepša hvala tudi vam, ki ste naju spremljali. Se vidimo prihodnji četrtek v sicer drugačni sestavi, ampak se gledamo. Lep večer. Hvala lepa, Tina, in nasvidenje.